Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes en zelo izjemen posameznik, ki ga boste kmalu spoznali. Je glavni direktor Atlantic Droge Kolinske, podpredsednik uprave za delikatesne namaze Donat MG in internacionalizacijo Atlantic Grupi in pa tudi menedžer leta 2020. Lepo pozdravljen, Enzo. Zdravljeni. Zdaj, preden greva malo pokukati v tvoje izjemne možgane, kako vodiš podjetje, kako vodiš zaposlene, bi te jaz reče malo predstavil našim poslušalcem. Zdaj, če se malo podava samo na tvojo izobrazbo, imaš zelo bogato, zaključil si magisterij MBA na poslovni šoli v Bledu, potem si svojo izobrazbo nadgradil z različnimi certifikati, licencami, med njimi tudi CPD certifikat Oxford Brookes Univerze. Naredil si tudi TUF Leadership Training in pa zdaj pred kratkim, o tem te bo pa tudi malo več vprašala, si se pa udeležil Harvard Business šole, kjer si zaključil Advanced Management program. Noro. Zdaj, poleg bogate izobrazbe imaš pa definitivno še bolj bogato karierno pot. Že več kot 30 let delovnih izkušenj, od tega 18 let v multinacionalkah, kot so Philip Morris, Diageo, LVMH, trenutno si se pravi v Atlantic Drogi Kolinski, si tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije, podpredsednik Slovenskega olimpijskega komiteja in pa tudi pred kratkim si postal najmenedžer leta 2020, kar je res izjemna lovorika. In zdaj, če sam malo omenjava še blagovne znamke, Atlantic Grupa ima večje blagovne znamke, kot so Orgeta, Barcaffe, Cedevita in pa še mnoge druge. Tako da jaz sem zelo vesel, da te imava danes na podcastu. Tudi malo, da bodo naši poslušalci razumeli, kakšno odgovornost imaš. Atlantic Grupa ima skoraj 6000 zaposlenih, naredili ste skoraj 720 milijonov evrov prihodkov, kar so res izjemne in fascinantne številke. Tako da jaz sem zelo vesel, da te imava danes. Tako da moje prvo vprašanje, ki ga zmeraj vprašam naše goste, je, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, kakšen si bil ti? Si bil inovativen, zvedav, kakšen? Wow. Jaz sem bil seveda eden tistih, ki je imel vedno veliko vprašanj, dvomov v sisteme. Generacije, iz katere prihajam, smo bili še del Jugoslavije, del tako imenovanega samoupravljanja. Predmeti, kot je samoupravljanje s temelji marksizma, so bili še vedno del kurikuluma in največkrat tudi predmet mojih včasih tudi neugodnih vprašanj za profesorje, kako lahko to deluje, kako se v sistemu egalitarnosti in enakosti lahko posamezniki izkažejo, kako se jih prepoznava, nagrajuje in tako naprej. Skratka, na eni strani nekdo, ki ima veliko vprašanj, ki vedno challengeira sisteme in išče vprašanja in razloge in odgovore, kaj in kako in zakaj. Na drugi strani pa organizator, skratka, skoraj po pravilu so šle vse zabave, izleti preko mene, nekdo, ki je znal skoordinirati ljudi, poiskati skupni interes in seveda poskrbeti tudi za izvedbo. Še kot mlajši, že v osnovni šoli sem na primer celo organiziral tekmo v skokih v Moravški dolini, kjer smo takrat živeli. Pač čisto preprosta tekma, sošolci smo se zbrali, narisali nekaj plakatov, jih razobesili po okoliških krajih in celo pobrali neke vstopnine, tako da smo potem imeli za en piknik. Skratka, organizacija na eni strani, na drugi strani challengeiranje status quo, bi lahko rekel. Top. Zdaj, izpostavil si, da si bil že v mladih letih zelo organiziran, zelo v bistvu poslovno naravnan. Pa velikrat se pogovarjamo tudi, verjetno je tvoj dan zelo natemperan, tako da moraš biti zelo organiziran. A imaš ti kakšno posebno rutino, kdaj začneš dan, kako si razporediš sestanke? Seveda, mislim zdaj, ta time management, ki sem ga seveda bil udeležen relativno zgodaj v karieri kot obliko organiziranosti, mi ni tuj, ne. Če bi bili malce na področju astralnosti, bi rekel, da mi je devica v podznaku, tista, ki skrbi za moj organizirani vsakdan. Lahko
in v glavi, in sicer na sodobnih sredstvih organizacije, se pravi iPadu, računalniku, imam te stvari dosti dobro organizirane. Tako da mi to ne predstavlja težav, ne. Tisto, kar je potrebno pri tem seveda imeti v mislih, je, da ne sprejemamo preveč, ne, in da velik del tega, kar ni nujno povezano z nami, znamo na neki način opolnomočiti sodelavce, jih usposobiti in prenesti na njih, ne. In potem seveda je ta flow dela lahko lažje obvladljiv, ne. Zdaj, malo si tudi omenil za opolnomočenje svoje ekipe zaposlenih. Kaj pa recimo te pomembno, ko sestavljaš ekipo svojih bližnjih sodelavcev? Kakšne lastnosti oziroma kaj iščeš? Vsekakor iščem najboljše ljudi na svojem področju, ki so na voljo, ne. Moj princip je tukaj zelo jasen, večkrat že povedan. Osebno mislim, da je narcisoidno in prepotentno misliti, da kot vodilni v katerikoli organizaciji vse veš. Danes je poslovno področje postalo bistveno bolj kompleksno, kot je bilo na začetku industrijske revolucije, ne, ker smo mogoče imeli proizvodnjo pa par ljudi nad proizvodnjo, ki so skrbeli za plače, račune in najbolj osnovne procese. Dandanes se srečujemo s tem, da je vedno več specializiranih področij, naj bo to IT, naj bo to ljudski resursi, naj bo to PR, skratka, legal in še bi lahko naštevali, ne. In je verjetnost, da bomo mi vse to zelo dobro obvladali, nikakršna, ne. Torej, moramo najti strokovnjake, ki na teh področjih to bolje vedo od vas. Seveda, moja vloga v vsem skupaj pa je razumeti to neko vizijo, ki jo preko strategije udejanjamo in kateri se približujemo, in kako vsi ti izjemni posamezniki z izjemno specializacijo nekako usklajeno delujejo, da se premikamo po tej poti z enako hitrostjo in z jasno določenimi cilji. In to je tak en osnovni princip, in če je to nekako razčiščeno, potem vemo, kakšne sodelavce rabimo. Je pa seveda en pomemben, bi lahko rekli, ena zanka v celi zgodbi, ne. Ko pripeljete izjemne posameznike, morate spremeniti način dela, ne, in način dela mora postati partnerski. Osnova partnerstva, vsi vemo, da je spoštovanje in zaupanje, spoštovanje o njihovem znanju, o njihovih kompetencah, karakterju. Zaupanje seveda se zgradi, ni takoj prisotno, ampak treba delati na tem, da se zgradi. In potem je to spoštovanje in zaupanje glavni temelj tega delovanja, ne. Da lahko tako različni in na drugi strani vrhunski ljudje delujejo skupaj v timu in skupaj dosegaš več, kot bi vsak posameznik. Super. Zdaj, omenil si tudi, da veliko vlagate v posameznike, da je talent zelo pomemben, govoriš o partnerskem odnosu, kar so res, bom rekel, zelo neki novodobni koncepti, ki jih mogoče ne zasledimo pri vsakem menedžerju ali pa vodji. Pa bi se malo usmerila tudi na inovativnost. Zdaj, jaz sem bil kar dolgo časa vpet v inovacije pa razvoj v BTC-ju, vi ste pa tudi zelo inovativni. In zasledil sem, da je pri vas eno izmed glavnih vodil v razvoju, da ste usmerjeni v potrošnika in da je v bistvu pri vas vodja razvoja ni tehnolog ali pa inženir, ampak je dejansko marketinški strokovnjak. In da tudi en del plače je sestavljen iz tako imenovanega indeksa moči blagovne znamke. Daj nam malo več povej o tem v bistvu v razvoju, inovacijah. Ja, zdaj, seveda, mi smo industrija, ne, ki deluje na področju izdelkov široke potrošnje, ne, tako imenovanih FMCG. Zdaj, FMCG, ne bo to komu všeč ali ne, jaz vedno pravim, da je kralj marketinga, kralj consumer insighta. Vse največje blagovne znamke so vedno prihajale iz tega področja in vse najbolj prodorne in najnovejše prakse so se razvile svoj čas na tem področju. Preprosto gre za področje, ki je podvrženo velikim in konstantnim spremembam in pritiskom, ne. Povprečen potrošnik porabi 3 sekunde, ko stoji pred polico, da se odloči, kaj bo vzel, ne. In ko se mi znajdemo pred polico katerekoli kategorije, nam bo hitro jasno, da imamo več kot eno izbiro, ne. Če gledamo globalno,
noben ne rabi dodatnih paštet, dodatnih napitkov, dodatnih kosmičev ali čokolad ali česarkoli, ker je vsak trg že poln vsega. Pa vendar, blagovne znamke dosegajo globalne distribucijske in prodajne rezultate. Skratka, osnova tega mora biti, da mi res razumemo potrošnika. Ta razumevanje potrošnika mora postati obsesija, ker je tudi razumevanje kot tako zelo večplastno in konec koncev se potrošniki menjajo ves čas, prihajajo nove generacije z novimi oblikami zadovoljevanja teh osnovnih potreb, z novim odnosom do sustainabilityja, do tega, kaj je fair, do tega, kako bi morala podjetja delovati in vplivati tako na nivoju blagovne znamke, kot na okolje, v katerem poslujejo, in konec koncev na planet. In vse to je potrebno razumeti, da bi lahko z našimi trenutnimi blagovnimi znamkami sploh bili še vedno relevantni, še toliko bolj pa, ko govorimo o inovacijah, ko govorimo o nečem, kar prihaja jutri. In zato je včasih treba tudi premešati te tradicionalne vloge. Imeti klasičen R&D oddelek, v katerem morda je samo nek inženir, samo tehnolog, ki nima dovolj vpogleda v potrošnike, ni več dovolj. Na eni strani je treba te ljudi razvijati v smeri tega, da se zavedajo, kdo je na koncu verige. Včasih preprosto je to lahko izvedljivo tudi na način, da za njihovega šefa pripeljemo nekoga iz drugega okolja, ki pa ima mogoče drugačne kompetence ravno na tem consumer insightu. In potem ta tehnični del in ta insight del preneseta lahko odlične rezultate. Super. Dajmo se še malo fokusirati. Zdaj, tvoja kariera je izjemno bogata. Začel si, če se lahko malo pošaliva, pri cigaretah, Philip Morris, potem si nadaljeval v alkoholu, sedaj si pri prehrani in verjetno tekom let so se tudi tvoje vloge kot vodje spreminjale. Če nam malo poveš, kako si bil kot vodja v začetnih fazah razvoja, pa kako zdaj gledaš na določene situacije, ker ljudje se spreminjamo, smo mogoče malo bolj, ko bi rekel, potrpežljivi, malo premislimo, več izkušenj imamo. Jaz sem imel srečo, da sreča je tako, sreča je posledica veliko trdega dela, pripravljenosti in želje po tudi prevzemanju rizikov, potem pa seveda se temu lahko tudi v enem trenutku korata reče sreča. Ampak dejstvo, da sem začel delati v Philip Morrisu praktično zelo zgodaj, je pomenilo to, da sem imel priložnost res imeti in coache in veliko dodatnih šolanj. V tistem času je bil Philip Morris, mislim, da celo prvo podjetje na svetu po kapitalizaciji, po moči blagovnih znamk, kot so Marlboro in vse ostale, ki so jih imeli. In seveda je bilo veliko tega na voljo. Kot enkrat prepoznajo kot talenta, so zelo veliko vlagali v nas. Med drugim sem bil 15 mesecev na kombinaciji šolanja in dela na terenu, od Nizozemske, Turčije, Francije, Švice, Anglije. In skratka, ta kombinacija, greš pa se učiš o financah, potem pa greš v finančni oddelek v headquarter v Lozano in si mesec dni v finančnih papirjih. Potem imaš trening distribucije in greš v Istanbul in skrbiš na implementaciji novega distribucijskega modela. Pa imaš, celo serijo treningov na temo marketinga in potem sem preživel 3 mesece v Amsterdamu, ko smo lansirali Marlboro Medium, takrat kot en novih izdelkov. Skratka, ena taka izjemna kombinacija teorije in prakse. In seveda v tistih časih je management, če lahko rečem takole malo s pogledom za nazaj, bil recimo bolj klasičen. Veliko je bilo tega nekako statutarne avtoritete, pač si imenovan na pozicijo in z tega prihaja avtoriteta. Veliko je bilo delegiranja, veliko se je pričakovalo, da ima šef prav, da na koncu odloči. Seveda se je to zelo hitro začelo spreminjati. V trenutku, ko je bilo jasno, da poslovni modeli postajajo bolj kompleksni, kot je zgolj serija
avtomatsko narejenih aktivnosti in zahtevajo od zaposlenih vključitev glave, vključitev emocij koncev, ne. Takrat sicer je bilo jasno, da delegiranje na star način in šef ima vedno prav, ne bo delovalo, ne. Torej, potrebno je bilo prestopiti v eno drugo dimenzijo, začeti resno razmišljati o zaposlenih, s vsakim posameznikom posebej, poiskati njegove motive, poiskati njegove razvojne priložnosti, na njih delati in potem seveda tudi preko sistema in napredovanj in nagrajevanja poskrbeti, da se ti posamezniki razvijajo. In na drugi strani seveda menedžerji predajo del te avtoritete in bi rekel, principa odločanja navzdol. Se pravi, da je ta empowerment, kot bi rekli, opolnomočenje se je z vrha dol začelo spuščati, ne. In to seveda je pomenilo, da se moramo mi kot menedžerji zelo veliko naučiti in spremeniti, ne. Jaz sam sem prepoznal v sebi to potrebo, da se spremenim, zato sem končal certifikat za NLP trenerja, končal sem certifikat coaching in mentoringa na Oxfordu. Tough leadership je skandinavski princip vodenja in dajanja precej, bi rekli, protestantsko direktnih in konkretnih feedbackov in prepoznavanja nekega state of minda in klime v prostoru. Skratka, stvari, ki bi jih prej pripisali morda nekemu psihologu, kliničnemu psihiatru in tako, vendar je danes to pomembno tudi na nivoju menedžmenta, ker ravno to razumevanje človeka, razumevanje vzgibov, kaj, zakaj se tako odzivamo, kaj nas motivira, je nekaj, kar danes menedžer mora razumeti, ne. Kot sem rekel, danes si samo prvi med enakimi in bolj kot boš poskrbel za to, da bodo tvoji sodelavci opolnomočeni, več se bo sprostilo te neke energije, zaupanja, timskega dela in dinamike, ki bo na koncu prinašala vrhunske rezultate. Izpostavil si dve zelo ključni stvari. Se pravi, eno je, da si kar nekaj časa preživel v tujini, drugo pa, da si v bistvu veliko vlagal vase, v svoj razvoj, v nova znanja. Koliko je po tvojem mnenju danes v tem zelo hitrem, zanimivem času, kjer je digitalizacija zelo napredna, pomembno prvič, da posameznik gre v tujino, da dobi ta nek drug mindset, neko drugo razmišljanje, pa hkrati, da se zaveda, da je treba vlagati vase, da je skozi stalni razvoj, stalni napredek. Jaz mislim, da ni floskula, ne, da morajo tako organizacije kot posamezniki danes nekako ponotraniti ta princip vse učeče se organizacije, odnosno posameznika, ne. Napovedi za bodočnost kažejo, da bodo zaposleni menjali 4-5 poklicov v toku kariere, ne delovnih mest, ne. Delovnih mest bo še več. Nič neobičajnega verjetno ne bo, da boš istočasno delal pri 2-3 zaposlovalcih, delodajalcih. Skratka, to je ena bodočnost, ki kaže, da brez učenja, brez hitrega razumevanja stvari ne bo šlo, ne. Nekako prihajajo v spredje generalisti, ne. Skratka, seveda bojo pomembne še naprej specializacije, ne. Vendar veliko specializacij bo prevzela umetna inteligenca, skratka stvari, ki so repetitivne narave, ki se jih da z algoritmi predvideti, ne bodo več potrebne. Skratka, potrebno bo nekaj, kar bo bolj generalistične narave, kar bo imelo vpogled v različna področja in jih znalo nekako združiti, ne. Skratka, sam sem se vedno nekako trudil razumeti in se izobraziti ali vsaj podučiti, če temu lahko rečeva, na čim širšem področju, ne. Zanima me biologija, zanima me fizika, zanima me, kaj se dogaja v svetu, na primer, ne, celo zelo veliko pozornosti polagam ravno temu, ne, futurizmu, ne, ljudem, ki so specialisti, da iz vseh tehnoloških dognanj, spoznanj in razvoja predvidijo, kakšne bi bile implikacije tega lahko v bodoče, ne. To me blazno fascinira, tudi kot nekoga, ki sem vedno imel znanstveno fantastiko, ampak kaže na en princip, da se bomo morali pravzaprav ves čas učiti in na temu delati, ne. In
to preprosto, preko bomo to razumeli, bolj bomo na to pripravljeni. Ful dobro odgovor, se strinjam. Zdaj, ena stvar, ki je tudi mi še zdaj pomaga in me je zelo zaznamovala, so bili, da sem imel v življenju določene mentorje. Med njimi je tudi Damjan Kralj, ki je še zdaj moj zelo dober prijatelj. A imaš ti tudi, bi lahko izpostavil kakšno osebo, ki je tebe zaznamovala, pa ti je bila mentor, pa ti je v bistvu pomagala, si se od nje učil? Jaz sem, kot rekel, sistem teh multinacionalk v tistih časih je bil zelo naravnan na to, da si hitro dobil kovča. In to včasih, ko se v naših prostorih sploh še ni kaj dosti dogodilo. Če se prej mogoče ne odgovorila na to, kakšen je pomen tega iti ven. Ne gre samo za to, a je znanje od zunaj na voljo. Znanje je danes na voljo povsod. Digitalizacija omogoča, da vstopamo v kompletne baze znanja najboljših fakultet na svetu, če imamo voljo in željo. Bolj je pomembno to, da mi smo še vedno v enem prostoru gospodarskem, kjer smo izrazito kako bi rekel, raznoliki. Za nas se raznolikost konča na tem, koliko je žensk, koliko je moških, kar je okej, pomembna tema, vendar to je samo A od abecede. Mi nimamo verske raznolikosti, mi nimamo nacionalne, rasne in še bi lahko svetovno-nazorske, kar je najbolj pomembno. In ravno ta raznolikost je potrebna, da lahko naredimo preboj iz Slovenije. Če ne bomo pač razumeli dobro Slovenijo, ampak slovenski trg z 2 milijoni potrošnikov ni dovolj velik. In seveda kovči v tem smislu, jaz sem imel pač ta luksus, da sem imel tuje kovče, podpredsednika Gemini Consulting Grupe iz Londona je bil dolgoletni moj kovč. In seveda ta pečat, ki ti ga pustijo te ljudje, je izjemen. In ne gre toliko za to, da so oni v vlogi mentorja. Kovč je vseeno drugače kot mentor. Mentor je nekako predaja neko znanje. Kovč pa te spodbudi, da si sam pri sebi razjasniš, kaj hočeš, kdo si, kaj so tvoje dobre lastnosti, a boš delal na izboljšanju slabih ali boš še poudaril dobre in kako to vpliva na dinamiko v kolektivu, v tvoji karieri, v odnosih. No in jaz sem imel to srečo, da sem imel kar nekaj takih kovčev in sem vedno jih izkoristil za to, da sem svojo pozicijo nekako razčistil, sam s sabo, da sem nekako našel to svojo avtentičnost, bi lahko rekel, ker konec koncev mi se lahko veliko stvari naučimo, ampak vsi mi vemo, da naučene stvari ne delujejo pristno. Avtentičnost je pa tista, ki deluje pristno. Ljudje bodo marsikaj ti oprostili, če bo to avtentično, v primerjavi z nečem, kar je naučeno. Daj mi še malo povej, zdaj en izmed tvojih vlaganj v svoj razvoj je tudi, da si šel na Harvard Business School, ki je še zmeraj številka 1 v svetu. Tako da, kot ti, tudi jaz sem preživel kar nekaj časa v Ameriki, tudi tam zaključil magisterij. Pa me zanima, ti si v Sloveniji zaključil šolanje, potem si šel tudi v Ameriko. Kje vidiš neke razlike ali pa kaj je tebi bila neka dodana vrednost, da si šel v Ameriko, ampak pa recimo nisi nadaljeval v Sloveniji šole? No, zdaj prvo ne vem, če kaj takega v Sloveniji obstaja. Načeloma ne, ni. Po magisteriju ali pa po MBA-ju je to. Mislim, Harvard, bodimo realni, Harvard je tako nekako sveti gral. Vsi beremo Harvard Business Review, pa tudi na drugih šolah, ko smo delali MBA, je večina caseov bilo iz Harvarda. In Harvard je tako nekako ta meka, ni edina, seveda, tle so še MIT, pa Stanford, pa še verjetno bi našli marsikoga. Vendar ko sem imel možnost izbirati, sem se odločil za Harvard in seveda šel čez dosti rigorozni postopek sprejemnih procesov in bil sprejet. Kaj je prednost? Prednost je, da seveda si v družbi 50 nacij. Skratka, moji sošolci, sošolke so bili iz 50 različnih držav, iz številnih industrij, popolnoma različnih C-level profilov, od IT-ja do HR-ja, do CEO-jev in tako naprej, in različnih velikosti podjetij, kakšni so imeli pod sabo milijardne prihodke. Skratka, en velik del učenja je povezan ravno s to interakcijo s temi sošolci, kjer seveda predelali smo preko 100 caseov in prebrali
preko 30 knjig in imeli ne vem koliko zunanjih predavanj in gostov in sicer, ne, ampak in to je en pomemben vir znanja, ne. Drugi pomemben vir znanja je seveda ta interakcija, ne, točno to, kjer spoznavaš te različnosti pogledov, ne. V moji skupini sem imel sošolca iz Nigerije, Japonske, Singapurja, Super. Dubaja, Avstralije, Amerike, Švice, ne. In preprosto ta interakcija je tista, ki bogati, pri čemer seveda smo se izjemno zbližali, vseeno je 2 meseca biti 24/7, kot bi temu rekli, 24 ur na dan skupaj, izjemna izkušnja, ne. Zelo zbliža, in še danes smo v absolutno konstantnih kontaktih, spremljamo industrije, spremljamo situacije, tudi povezane s covidom, se učimo en od drugega, smo si v podporo, ne, včasih samo emocionalno, ampak tudi ta je zelo pomembna, ne, ker to, kar je pomen coachov, ne, na enem nivoju, je višje, ko si v organizacijah, bolj si osamljen, ne. Ne ker ne bi imel en kup ljudi, ki bi se hotelo s tabo pogovarjati, prosilo za uslugo ali pričakovalo kakšno korist. Gre za to, da o svojih resnih problemih, težko jih nosiš domov, ne. Službo je treba pustiti v službi, ne. S podrejenimi sodelavci se pogovarjati o tem tudi ni najbolj popularno, ne. Nekako si ti tisti steber, h katerim drugi prihajajo. S kolegi, ne, peer to peer, kot bi temu rekli v sosednjih organizacijah, se o tem ne pogovarjaš, z njimi malo tekmuješ, ne. Zdrava tekmovalnost. Taka zdrava tekmovalnost, ne. Nadzornemu svetu tudi ne moreš iti pojamrati, da imaš kakšno težavo, ne. To bi bilo razumljeno verjetno kot neka slabost, ne. Torej si na neki način relativno osamljen, ne, v teh svojih razmišljanjih, dilemah, in tukaj je vloga coacha lahko izrazito pomembna, ne, ker je to nevtralna oseba, ki ti lahko drži ogledalo, ki te posluša, pomaga oblikovati tvoj miselni tok, in zato je ta vloga coachov tako pomembna, ne. Super, da si to izpostavil. Se mi zdi, da se tudi v Sloveniji zdaj dogaja nek shift, da čedalje bolj dojemamo, koliko so pomembne te vloge, ne, coachov, ki prihajajo, da ta pomembnost je res, kot si izpostavil, v tujini skoraj vsak C-level manager že ima nekega coacha, ki mu pomaga, ga usmerja. V Sloveniji še temu ni tako, ampak se mi zdi, da prihaja to tudi k nam. Dajva se še malo fokusirati na te, ko si začenjal svojo kariero, kaj bi rekel, da je bil nek tak aha moment ali pa točka preloma uspeha, ki si pa rekel, zdaj sem pa na pravi poti, nek projekt, ki te je izstrelil? Jaz sem imel, moja kariera je tako malo absolutno atipična. Jaz sem si želel postati privatnik. V tistih časih si bil lahko privatnik samo nekje v avtoindustriji, se pravi avtoklepar, avtomehanik, avtoličar, ne, ali pa gostinec, ne. Jaz sem rekel, dobro, avte imam rad, hitre in sem velik ljubitelj hitre vožnje, vendar nisem se videl v temu, sem se odločil, da bi pač preko gostinstva en dan prišel do enega svojega, recimo, manjšega hotelčka in tako nekako bil sam svoj gospodar, če temu tako lahko rečemo, ne. No, in seveda sem tako tudi začel, ne. Jaz sem prvo leto delal, bil sem štipendist hotela Slon, ne, celo, ne, in videl, da ta sistem je vseeno malo preveč rigiden. Takrat so se začeli odpirati duty free po celi Jugoslaviji bivši, in ker sem znal nemško, italijansko, angleško, sem hitro dobil tam priložnost. In po kakšnem letu dela v duty free prodajalni kot vodja popoldanske smene pri praktično zelo mladih letih, ne, prišel v kontakt s predstavnikom Philip Morrisa, ki je obiskoval te duty free, ne. On mi je pač povedal, da rabijo, da iščejo nekoga, ki bi bil predstavnik Philip Morrisa za celo Slovenijo plus en del Hrvaške. Prijavil sem se, nekako jih prepričal, hkrati pa šel na pol nižjo plačo, ne. Skratka, ne gre vedno samo za srečo, včasih moraš v karieri tudi stopiti kakšen korak nižje, pa kljub temu, da je to včasih v plači, včasih v poziciji, ampak če imaš širšo sliko, tudi to sprejmeš. Moje razmišljanje takrat je bilo, da je iti iz duty freeja, ker so bile res izjemne plače in ostajalo je napitnine in vsega, v pol manj plačano delovno mesto, kjer pa se bom naučil čisto drugih principov dela, gre za multinacionalko, gre za
gre za potencialno neko perspektivo, da je to vredno riskirati. In skazalo se je, da je temu tako. In seveda, takoj, ko sem začel delati v Philip Morrisu, sem delal več, kot so delali vsi ostali, in delal sem stvari na zalogo. Temu jaz vedno rečem, ne, če trdo delamo in dobro delamo, potem bo enkrat tudi nastopil trenutek sreče. Ne. Za mene je ta trenutek sreče bil, ko sem že napredoval v Philip Morrisu in bil odgovoren za vse potnike na terenu za Slovenijo, je prišel pač eden od takrat nekaj nivojev nad menoj šefov iz Švice na obisk Slovenije in si je zaželel videti, kako delamo. Ne. Jaz sem pač ekipo zložil, pripravil, in ko se je začela ta prezentacija, vsak od ekipe je imel SWOT analizo svojega mikrookolja, priložnosti, kaj delamo, popolne preglede, in je bil to totalen šok za tega direktorja, ne, ker na tem nivoju v tistih časih pač SWOT analiz in nekih pogledov makro, mikro okolja sploh ni pričakoval. Ne. Začel si z mano, potem pa navzdol. Ne. Tej prezentaciji je sledilo, je on si zaželel iti pogledati teren, ne, ker teren je pri nas osnova, da razumemo, kaj se dogaja, kako to izgleda. Prišel je k meni v pisarno, rekel, greva na teren, sem rekel, okay, kam bi pa želel. Je rekel, ne vem, ti povej, jaz sem odprl ormaro in je bilo zloženo cela Slovenija na 8 teritorijev, vsak teritorij je imel svojo mapo, takrat smo bili še zelo, nismo bili digitalni, ampak je bilo vse v printih in v fasciklih. Se je rekel, izvoli, izberi kjerkoli teritorij, on je potegnil ven 4, to je bil teritorij Celja in okolice, in so se sedla v avto in šla tam, poklicala potnika, da naj jo počakal, pregledala vse trgovine, on je pregledal vse materiale, na kar je šel med trgovinami, ko smo se vozili, je prosil, da gre še posebej za potnikom, ne. Medtem ko se je vozil s potnikom, ga je malo vprašal, kako pogosto sem jaz na terenu, kako se komunicira, kako funkcioniramo. No, skratka, na poti nazaj po stari cesti še čez Trojane, se spomnim, da me je vprašal, je rekel, a bi ti lahko bil odsoten od doma kakšno leto, ne. To ni bilo lahko vprašanje, ker takrat sem jaz bil ravnokar mlado poročen, žena je bila noseča, in ne, taka ponudba, da za kakšno leto odideš, ni bila najbolj enostavna. Doma sta se pogovorila z ženo in se odločila, da je to ena od teh kariernih priložnosti. No, in takrat sem bil pol izbran za enega od teh talentov in poslan na teh 15-mesečni rotacijo po celi Evropi, ker takrat je namreč Philip Morris ugotovil, da tako hitro rastejo in se selijo proti vzhodu, da preprosto imajo premajhen pool talentov in so v vsaki državi izbrali enega ali dva. No, in jaz sem na osnovi tega obiska prišel v ta pool. Predtem nisem bil identificiran, ne. Ampak seveda, to, da sem jaz vse to imel pripravljeno, da sem vse to tako delal, da sem dvigoval standarde sam zase. Danes težko rečem, da sem vedel, a bo kdaj to prišlo prav, ne. Vedno pride prav, ne. Zato jaz pravim, delati dobro in delati veliko in iti preko pričakovanj, potem pa enkrat nastopi trenutek sreče, ne. Zdaj, tebi se vidi, da kar žariš, da imaš to strast in da so zaposleni res zelo pomembni, da zelo lepo skrbiš za njih oziroma skrbite. Zdaj, jaz sem zasledil, da so plače pri vas za 44% višje od povprečja panoge in da imate ogromno nekih dodatnih bonusov, da imate dodatne zdravniške preglede, imate dan vrednot, športni vikende in pa dejansko, da imate več kot 40 športnih, kulturnih in družbenih klubov, kar je res izjemna številka. Tako da mi malo povej, prvič, kaj je dan vrednot, pa kako ste dosegli to, da imate res tako dobro kulturo, da res se zaposleni pri vas zelo dobro počutijo, ker to danes je za tako veliko korporacijo res velik izziv. Zdaj, najprej mora lastnik, ne, in najvišje vodstvo v to verjeti, ne. Skratka, mi imamo lastnika in CEO-ja Emila Tedeskija, ne, ki ima zelo znan izrek, ne, ki pravi, da je v poslu najbolj pomembna funkcija matematično deljenje, ne. Skratka, da to, kar ustvarimo, znamo tudi razdeliti. Ne. Na to se referira. V hrvaškem jeziku je rahlo drugače izpade, ampak
Gre za to, da seveda dajmo delati, dajmo dobro delati, dajmo uspehe dobro proslaviti, ne. Predvsem pa poskrbeti, da imamo od tega vsi nekaj, ne. Mene je to, da imamo mi 44% boljše pogoje kot preostanek industrije, v bistvu žalosti, ne, ker pove bolj o problemu preostale industrije, ne. Ja. Jaz si bi želel, da so ti pogoji še boljši, in na tem tudi delamo. Mi konstantno vsako leto dvigujemo dodano vrednost, ne, zaposlenega. In seveda zelo veliko se pač pogovarjamo z zaposlenimi, ne, jih poslušamo, delamo razne občasne pull ankete, da zaznavamo ta utrip engagementa, letne. Vsi menedžerji imajo rezultat engagementa v KPI-jih, ne. Njihov bonus, del njihovega bonusa je odvisen od tega, kako ljudje funkcionirajo, kako so zadovoljni in kako oni kot management pri tem prispevajo, ne. Ker na koncu koncev mora to biti vseeno skupni napor. Ne pomaga, če samo 5 ljudi na vrhu to misli, če se to ne spusti do nivoja vsakega šefa. Mi se trudimo, da se ljudje pri nas počutijo cenjene, in da najdejo neko poslanstvo, ne. Jaz vedno pravim, da razlika, ne, dela med multinacionalko ali pri nas je, da pri nas se posameznik lahko resnično podpiše pod nekaj, kar je naredil ali bo naredil, ne. Pri nas, ne vem, lahko en dan, ko bo nekdo šel v pokoj ali pa kam drugam, pogleda nazaj in reče: "Vidiš, ne, ta izdelek, ta trg, to kategorijo sem jaz kreiral, ne, sem jaz naredil, ne." Da nekaj več, kot sem del mašinerije, ne. Da tisti smisel, ne, ta purpose, ki je danes izjemno pomemben. Jaz mislim, da je bil vedno pomemben, samo danes se o njem pač več govori. In na drugi strani pa seveda, ne, vrednote so lepilo tega, ne. Mi se trudimo jih ne imeti preveč, ampak tiste, ki so, naj bojo enake vsem. Osebno mislim, da podjetja ne smejo delati na tem, da je kultura popolnoma enaka, ne, ker v takem primeru lahko kultura postane kult in kulti ponavadi se ne končajo dobro, ne. Torej, kultura mora imeti neke vezne točke, ki so iste vsem, ostalo pa je vseeno dobro, da imamo neko to raznolikost, ki nas bogati in prinaša razliko, ne. In ker smo sicer vsi ljubitelji športa, ne, edino logično, ne, da smo zaposlenim tudi dovolili, da če se jih najde dovolj velika skupina, ustanovijo svoj klub, lahko je to nogomet, košarka, odbojka, badminton ali karkoli pač želijo, in tukaj tudi plačamo, ne, za nakup dresov, za najem dvorane in tudi enkrat letno organiziramo cel vikend športnih iger, kjer se ti klubi iz cele regije dobijo, pomerijo in je to velika stvar. Večeri se končajo z tradicionalno dobro zabavo, z resnimi bendi, ne. Tako da je to zelo cenjeno pri zaposlenih. In skratka, to je samo ena od aktivnosti, ne. Tista, ki je najbolj pomembna v zadnjem času, je, da smo zaznali stiske, ki so več kot samo neke, recimo, zdravstvene narave, ampak so lahko tudi psihosomatskega izvora, ne. In smo temu programu za zaposlene, ki mu rečemo Care, dodali tudi to psihološko pomoč, ne. Skratka, imamo celo vrsto zunanjih izvajalcev, ki jih lahko zaposleni kontaktirajo in dobijo tam to pomoč, ki jo mi kot podjetje pač plačamo, ne. Kar pa je pomembno, ne samo naši zaposleni, ampak tudi njihovi najožji družinski člani. Skratka, družina je za nas celica, ker, ne, če naš zaposleni ima probleme s partnerjem, z otroci, bo imel ravno tako probleme on potem na delovnem mestu, torej pomagamo celi tej celici. Super. Zelo inovativno pa noro razmišljanje, hvala. Dajva se še malo dotakniti tega zanimivega obdobja polnega izzivov. Prišla je pandemija, ogromno stvari je padlo na vodje, pokazali so se talenti v podjetjih in vsi smo zagovarjali jasno, transparentno komunikacijo. In tudi pri vas je dejansko COVID ni imel nekega večjega negativnega vpliva na poslovanje, ohranili ste vsa delovna mesta, zaposleni niso bili na čakanju, pa dejansko ste imeli še rast. Tako da daj nam malo povej, kako si se ti kot vodja lotil, kaj je bilo pri tebi zelo pomembno, da se hitro naredi, da se... Ja, zdaj mi smo imeli spet malo sreče v nesreči, ampak to je vedno tako, ta sreča je vedno ena posledica nečesa, no, ampak dejstvo je, da
imamo mi eno od proizvodenj v Izoli na meji z Italijo in takrat smo vsi spremljali, kaj se dogaja v Italiji. Ne. In mi smo že kakšen mesec prej, preden se je oblast odločila ukrepati v Sloveniji, preventivno začeli z ukrepi, čisto zaradi bližine meje. Ne, ker zdrava kmečka pamet pravi, da bo čez mejo prišlo prej kot kasneje. Ne. Zanimivo, da danes temu ni tako in je slovenska obala ena najmanj okuženih in že takrat je bilo temu tako. Ne. Ampak ne glede na to, mi smo začeli z ukrepi mnogo prej, kar pomeni, seveda, dvignili smo nivo teh preventivnih ukrepov, poskrbeli za zdravje in varnost zaposlenih, začeli takoj skrbeti za to, da bo likvidnost ustrezna, nabavili čim več repromaterialov, začeli repromateriale imeti na zalogo, proizvajali smo na zalogo in začeli tudi že pošiljati na trge na zalogo, ne, ker smo nekako malce v strahu in previdnosti, kaj če do česa pride in če se meje zaprejo, ampak spremljali smo samo situacijo v Italiji. Nič nelogičnega ni bilo in nažalost se je kasneje veliko tega tudi uresničilo. Ne. No, ampak seveda ta naša malo zgodna reakcija je pomagala. Ne. Varnost in zdravje zaposlenih, tudi tukaj smo delili maske in razkužila in kreme za roke in multivitamine za ohranjanje nekega zdravega načina, tudi za domov. Skratka, smo res poskrbeli, da so naši zaposleni in mi v prvem valu praktično nismo imeli niti enega okužbe na celem podjetju. Tako da ta del je bil pomemben. Seveda na drugi strani pa potem zagotoviti to neko atmosfero. Poslati 1400-1600 ljudi na delo od doma, vseeno zahteva eno dobro logistično podporo. Tu se je izkazalo, da so vsi naši dozdajšnji napori v digitalizaciji obrodili sadove. Ne. Mi nismo niti en dan, eno uro imeli zastoja, ljudje lahko dostopajo do baz, podatkov, analitičnih orodij od kjerkoli preko VPN-a. In skratka, to lahko rečemo, da izjemno dobro deluje. Tisto, kar pa je najbolj pomembno, kar se je pa izkazalo kot najbolj pomembno, je pa, da deluje ta zavzetost, ta odnos do dela. Skratka, samo zato, ker so ljudje doma, ni spremenilo absolutno ničesar. Vsi projekti gredo naprej, mi smo trenutno v pripravi naslednjih 3 leta strategije, tekoče zadeve funkcionirajo. Hitro smo se prilagajali vsem spremembam, tako prodajnih kanalov, kot potrošniških navad, ki niso majhne, in nekako lahko rečemo, da smo zaenkrat na številkah, ki so bile v budžetih. Jaz si pa ti opazil, ker ogromno podjetij po drugi strani pa dejansko je pa čakalo in niso jasno komunicirali, niso bili transparentni vodje. Kako si se pa ti tega lotil? Si tako jasno povedal, kakšni so plani za naprej? No, mi smo imeli kar nekaj oblik komunikacije, od nagovora predsednika uprave, širših skupnosti, rednih razgovorov in pošiljanj obvestil vsem zaposlenim. Veliko je bilo tudi dela na terenu, ker vseeno je treba iti med ljudi v karantenam ali ne karantenam navkljub, morajo začutiti ta. Ampak seveda, obenem pa zelo jasno povedati, da situacija je resna. Torej, to je eno zavedanje resnosti in zavedanje tega, da je od nas odvisno, kako bo ta resna situacija vplivala tako na naše prihodke, kot posledično na naše prejemke. Mi smo izjemno ponosni na to, da nismo nobenega odpustili, nobenega dali v zmanjšano obliko plačila, nismo prejeli niti evra od raznih subvencij, ki so bile na voljo, niti jih nismo vprašali. Nasprotno, sami smo donirali 400.000 evrov na račun vlade, kupili skoraj 500 računalnikov za otroke, ki niso mogli delati od doma, ker niso imeli, 300 modemov in še. Skratka, zelo veliko smo dali skupnosti, obenem nič prejeli in tudi to nekako naše zaposlene navdaja z nekim občutkom ponosa, ker je naš princip dejansko bil ta solidarnost. Torej, solidarni bomo do samega sebe in do okolja, kolikor nam bo dopuščalo, in nobenega ne bomo pustili za nami. Super. Čestitam. Daj mi še malo povej, dajva se malo dotakniti, prej sva govorila o vlaganju vase, v razvoj, v razne izobraževanja. Pa mi povej, ti kot vodja, kaj bi pa rekel, da so danes glavne lastnosti ali pa tvoje dobre lastnosti v tem, recimo, zelo hitro
naprednem trgu, časi se spreminjajo, trgi se spreminjajo, poslovni modeli. Kaj bi zase rekel, da so dobre lastnosti, ki jih imaš, ali pa kaj bi mogel imeti nek novodobni vodja, glavne lastnosti? Kot sem rekel, danes je delo vodij, seveda v enem trenutku, ko so strategije pripravljene, jasne, nekje 30% posvečeno temu, ne, 70% pač delu z ljudmi, ne, ker konec koncev, jaz sem videl krasno napisane strategije, tudi nekaj časa sem bil svetovalec v karieri, in so potem podjetja propadla, ne, ker samo dobro napisana strategija pač brez eksekucije je sanjanje, ne, in da pa bi seveda eksekucija uspela, so pa pomembni ljudje, ne. In mislim, da ni razlike danes ali včeraj, ne, od vedno bi se morali z ljudmi veliko ukvarjati, razumeti, prepoznavati prave ljudi na pravo mesto, razvijati njihove kompetence, delati na opolnomočenju. In potem imate vi eno armado ljudi, ki dosti samostojno, odgovorno to opravlja, predlaga, izboljšuje, in to je en tak konstanten flow, bi rekli, in idej, in aktivnosti, in razmišljanja naprej, ki ga preprosto sam ne zmoreš, ne. Sam kot menedžer moraš torej si vzeti čas za to, si vzeti čas za strategijo. Mislim pa, da kot sem že prej omenil, prihaja čas, ko bodo morali biti vrhnji menedžerji zelo generalistični, ne. Skratka, spremljati razne industrije, razna okolja, pred ostalimi znati povezati ta spoznanja in dognanja in znati ustrezno potem tudi ukrepati, ne. Ker tipičen primer je danes, ne. Kaj zdaj to pomeni? Evo, danes ravnokar medtem, ko govoriva, je potrjeno preko 700 okužb, ne. Super, ne. To skoraj po pravilu pomeni posledice, ne. Kaj so te posledice? Kaj to pomeni za nas? Kako bomo se na to pripravili že prej? Kaj bo sledilo? Ni napisano v nobenem priročniku in nobeni knjigi, ker je popolnoma novo okolje, popolnoma nove razmere. Pa vseeno bodo v teh razmerah in teh okolju nekateri prišli ven kot zmagovalci, nekateri pa kot poraženci. Ja. Dajva še malo pogledati, vi ste zelo inovativni, veliko vlagate v zaposlene in s tem pride tudi določene napake, določene izzivi. Kaj pa ti lahko izpostavil? Zdaj veliko slišimo ogromnih zgodb o uspehu, tudi tvoja kariera je bila blazno, je izjemna. Kaj bi pa pri sebi izpostavil, da so bili pa kakšni izzivi, ki jih lahko deliš z nami na tej poti? Izzivi so praktično vsak dan, ne. Zdaj, jaz sem seveda v tako dolgem obdobju imel različne faze izzivov, ne, in ene najbolj pomembnih, ki mogoče za poslušalce, ne, tega bloga, vseeno gre za mlajše in bodoče menedžerje, je, da ni nekih krajšnic, ne, v tem osebnem razvoju, ne. Seveda ti lahko pomagajo znanje, ti lahko pomagajo kovči, vendar je treba se vseeno vrniti kakšen korak nazaj in vprašati, kdo smo in kaj si res želimo, ne. Delajte samo tisto, kar imate res radi, ne. Jaz sem zelo hitro ugotovil, da me to delo z ljudmi veseli. Sem pa delal seveda napake, ne. Nekako vsi pričakujemo, da ko bomo kot mladi postali nek velik menedžer, če bi temu lahko rekli, ne, da moramo spremeniti se, da moramo postati resni, da moramo se drugače oblačiti, drugače obnašati. Jaz sem namreč pri 29 že bil generalni direktor za pol regije v podjetju Diageo, ki je znan po teh izdelkih, kot so Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys in prvi v svetu, ne, v alkoholnih pijačah. In seveda, ne, zdaj se ti kar enkrat pri 29 znajdeš v družbi mnogo starejših kolegov na regionalnih konferencah in misliš, zdaj moram tudi jaz, ne, tule nekaj resno gledati, mrko gledati in biti na tem nivoju. To ni to, ne. Torej, treba je najti to svojo energijo, to svojo avtentičnost in z njo nadaljevati pot, ker samo v tem bomo res pristni, ne. Vse ostalo ne bo delovalo. In to je bil en tak večjih learningov in problemov, ne, ki sem jih jaz zaznal, ne. In seveda, ne, ves čas je treba skrbeti za to, da prihajajo nova področja, ne, recimo
digitalizacija je v zadnjem času eno od takih področij, ki prinaša številne implikacije, ne, na področju komunikacije s potrošniki, na področju vodenja procesov, nešteto. Ne. Zdaj, iluzorno bi bilo reči, ne, to bom jaz znal, ne, ampak seveda je pa treba razumeti. Torej, treba se je obdati z ljudmi, ki to znajo boljše od vas, ampak obenem pa dovoliti si, mogoče celo z nekim reverse mentoringom, kakšnega od mlajših kolegov povabiti, da je vaš mentor in da vas on vpelje v ta svet, kaj to pomeni, kako to deluje. Sej vi ne boste temu nikoli dobri, ne. Ampak razumeti je pa pomembno, zato ker potem, ko zlagate to veliko sliko, ne, morate vedeti, o čem govorite, ne. V tem smislu je nekaj, kar to zdaj zelo, zelo aktivno počnem, skratka ta reverse mentoring. In seveda, ne, do tega, da si kdaj tudi tik pred tem, da boš odpuščen, ne. Ampak tisto, kar je pomembno, je tudi v takih primerih se zavedati, kaj so tvoji principi, na čem stojiš, na čem padeš, ne. In mogoče boš padel, nič narobe, se bo pojavila kakšna druga priložnost, vendar najbolj pomembno je na koncu dneva mirno spati s svojo vestjo, ker to je edino, kar odnesemo s sabo. Super. Da se še malo dotakniti, ti imaš ogromen položajev, ne samo, da si, se pravi, v Atlantic Drogi kolinski direktor, pa da si podpredsednik uprave v Atlantic Grupi, si tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije, podpredsednik Slovenskega olimpijskega komiteja, zdaj si postal še najmenedžer leta 2020. Kako ti poskrbiš, recimo, za stres, da te dnevi, da niso overwhelming, tako kot pravijo Američani, da dejansko se znaš umiriti, da se znaš izklopiti? Kakšna je tvoja skrivnost? Začetek te skrivnosti, ne, sicer diskusije o work-life balanceu, ne, je za mene tako zanimivo področje, ne, veliko kontradiktornosti je v tem, ne. Za mene je govoriti o work-life balanceu bi pomenilo, ne, da je privatno življenje in poslovno življenje absolutno ločeno, ne, kar domnevam, da je nekomu tudi tako in da je za nekoga tako pomembno, ne. Jaz imam to srečo, da nisem nikoli na to tako gledal in nikoli nisem svojega dela dojemal kot nekaj, kar se začne ob 9:00 in konča ob, ne vem, 18:00, ne. Skratka, jaz imam to, kar delam, rad, to preokupira velik del mojega razmišljanja in naj bo to na smučarskem področju, športnem, poslovnem, in nekako ne vidim, kdaj se začne in kdaj se konča. Seveda pa to ne pomeni, da me to spravlja v neko zelo stresno situacijo in da se počutim prikrajšanega na kakšnem drugem področju, ker se to nekako prepleta z vsemi področji. Res je, da v teh letih nimamo več skrbi za otroci, ker so pač veliki in živijo in delajo na svoje, vendar je nekako recept najti tisto, kar vas res veseli, ne. Potem delo ni stresno, potem ste lahko utrujeni na koncu dneva, niste pa v stresu, ne. Tudi če veliko delate, je pač okej, ste utrujeni, je čas za iti spat, mogoče kakšno uro fitnesa, kolesarjenja, smučanja, karkoli pač je na voljo, da skrbimo za to psihofizično kondicijo, vendar je en tak prijetna utrujenost, ne. Drugo je pa, kadar nekaj sovražimo, kadar nekaj delamo s težkim srcem, kadar nam ni všeč, kadar se ne strinjamo, potem pa verjamem, da je to naporno in stresno in potem se želimo to odklopiti. Jaz lahko trdim, da imam to srečo, da tisto, kar delam, rad delam. Delaš s strastjo, ja, absolutno se ti vidi. Kaj pa so pol kakšne take stvari, kar rad počneš? Kakšen šport, imaš, ne vem, kakšne knjige rad bereš, kaj? Veliko stvari. Jaz recimo skoraj praktično redno treniram, vsaj 1 uro na dan. To ni zdaj, težko bi temu rekli, da je to zdaj neki šport, to preprosto spoznaš z leti, da je osnova te psihofizične kondicije, konec koncev, zdaj so sicer malo drugačni časi, ampak veliko je potovanj službenih, veliko je sedenja v nekih dvoranah, na nekih sestankih in tudi zato moraš imeti kondicijo, ne. V kolikor pač temu ni tako, bo sčasoma se to poznalo na zdravju, tudi na stresu, ne. Ampak tem stresu, ki pride s preprostim negibanjem in neaktivnostjo. Torej, to je osnova. Vikendi so skoraj po pravilu namenjeni družini, kulinariki, biti v naravi. Imamo ta srečo in luksuz, da imamo nekaj na morju, nekaj v hribih in temu posvečamo veliko časa. Potovanja, seveda knjige berem konstantno iz zelo različnih področij.
Predvsem pa nekako, kot sem rekel, no, meni je hobi tudi to, ne, da se lahko dam iz okvira dnevne operative in razmišljam o kakšnih konceptih, ki so včasih čisto izven dneva, ne, se pa potem pokažejo kot koristni tudi pri delu. Naprimer, jaz imam rad kulinariko, poznam praktično osebno skoraj vse pomembne šefe v bližnji in daljni okolici in ne, iz tega hobija, poznavanja, razumevanja kulinaričnih principov se je porodila recimo pol poslovna ideja Arget Ekskluziv, ki jo skoraj po pravilu dela kakšen od vrhunskih Michelin šefov, ne. Torej, na eni strani poznaš to področje, poznaš svoje področje in poiščeš stično točko, ne. In s tem narediš tudi en preskok iz kategorije paštet v eno gurmansko izkušnjo, ne. To je tak mini primer, ne, ampak podobno je tudi na drugih zadevah, ne. Bi rekel, ker meni, tako kot si opisal, če imaš neko službo, oziroma ni to služba, ampak je res neka dodana vrednost, ki jo vidiš, nek zagon, neka strast, ki jo imaš v življenju. A bi rekel, da se dejansko kdaj odklopiš, ko greš na dopust, ker danes se veš, v svetu digitalizacije, naši mobiteli so kot naš najboljši prijatelj, skozi smo preklopljeni, skozi smo dosegljivi. A bi rekel, da je kdaj trenutek, ki si rečeš, zdaj bom pa res samo z družino, ne bom nič. Seveda, jaz sem, evo, z ženo sva recimo prehodila preko 500 kilometrov Camina de Santiago. Ja, čestitam, to je nora stvar. Ja, bi rekel, nič posebnega, če se pač za to odločiš in najtežje si je bilo vzeti ta čas, ne, ga vzeti, ne. Ampak tudi tam sem pač pol na koncu dneva na hitro šel čez maile, vsi vemo, ne, da večino mailov je za zbrisati, tistih nekaj se jih posreduje sodelavcem in praktično, če se dobro organiziraš, če imaš dobro ekipo, je zelo malo takšnih, ki bi sploh moral kaj narediti, ne. Osebno ne vklapljam office replyja, ne, tega out of office replyja, ker bi mi bila misel na to, da se bom vrnil po 3 tednih in me bo čakalo, ne vem, 1000 mailov, niti si ne upam pomisliti, koliko bi jih bilo, ne, bi me bolj obremenjevalo v resnici, ne. Tako pač cel dan ne naredim nič, pride zvečer, vzamem si 15 minut časa, kot sem rekel, 80% je za need to know basis, ne, šredaš in kaj forwardiraš in mirno spiš pol, ker veš, da ni nič takega, kakšen pomemben mail, ki bi se te dotikal, ne. Tako da, ampak spet ponavljam, jaz to ne jemljem kot obremenitev, ne, ampak kot eno informacijo in tudi ne, ko vi hodite recimo na Caminu, delate tam v povprečju 25 kilometrov na dan, so dnevi, ko jih naredite preko 30, drugi dan mogoče samo 15, ker greste na 1600, 1700 visoko. To je zelo dober proces, ne, ker si veliko sam s sabo, ne. Ne to hodi kdo spredaj, kdo zadaj, si sam s sabo, ne. In takrat se lahko zelo te misli prečistijo, uredijo in bi bilo dobro, da nimaš takrat nekih, na koncu malih možganov, a me čaka zdaj, ne vem, ko pridem nazaj. Jaz to nekako sproti rešujem, evo, lansko leto smo 3 tedne se premikali po vseh pomembnih lokacijah po Avstraliji, podoben princip, a ne. In tudi konec koncev, ko sem bil na Harvardu, kjer je bil res intenziven proces, sem enkrat dnevno pogledal, kaj je za počistiti, ne, in tako imel nekako stvari pod kontrolo. Imaš ti še kakšen, zdaj to je res noro, 500 kilometrov prehoditi, verjetno res spoznaš samega sebe še boljš. A imaš še kakšen tak osebni, pa kaj pa v bistvu tudi nek tvoj poslovni cilj za naprej? Zdaj, predvsem tem govoriti o tem, nekako nisem, kljub temu, da se to sliši mogoče malo tako pavšalno, kako bi rekel, klišejsko, jaz si tovrstnih ciljev nisem nikoli postavljal na ta način, ne. Jaz sem vedno poskušal biti v tem, kar počnem, maksimalno dober in se skozi izpopolnjevati in nadgrajevati, in potem včasih priložnost preprosto pride, ne, in si takrat ti pripravljen. Ni nujno, da veš, kaj bo ta priložnost. Seveda na začetku kariere rečeš, okej, seveda bi začel kot junior, pa potem bil senior, okej, to je vse fajn, ne. Ampak enkrat na mojem nivoju je težko zdaj karkoli reči, lahko se jutri pojavi funkcija v kakšnem mednarodnem okolju športnega področja. Tisto, kar je pomembno, je, kako si ti na to pripravljen danes in kako tvoje
kompetence, konec koncev tvoj imidž, tvoj exposure, kažete na to pripravljenost. In potem nekako, kot sem rekel, z veliko trdega in dobrega dela pride trenutek, ki mu rečemo sreča, prinese priložnost, ne, če smo še dovolj pametni, jo prepoznamo in uporabimo. Ne. Top. Peva še malo na tvoje osebno življenje. Kaj bi bila kakšna knjiga, serija, ki si jo na zadnje pogledal, da te še malo tako spoznamo? Kakšen podcast? Ja, jaz kot pravim, jaz tako nekako multidimenzionalno spremljam različne stvari, ne, zelo recimo redno pregledam, če se mi zdi kaj zanimivega na TED Talku, ne. Tam se mi zdi tako, da se zna utrniti hitra kakšna ideja, ne. Leta in leta sem že naročen in spremljam ta Executive Book Summary, gre za eno podjetje, ki vsak mesec, pregleda vse poslovne knjige, ne, in potem izbere tiste, ki se zdijo relevantne in na osnovi vsake knjige naredi 8-stranski povzetek, ne. To leta in leta že spremljam in če potem vidim, da je v tem povzetku kaj še posebej zanimivega, potem to knjigo eventualno še naročiš in se jo lotiš, ne. Trenutno nekako grizem čez 2 knjige, ne, ker pač ni, da si lahko vzamem kar cel dan, pa samo to berem, ne. Ena je ta True North, ne, v bistvu govori o tem nekem, Bill George je napisal, govori o tem nekem avtentičnem leadershipu, kako ga najdemo, kako ga potem razvijamo in zakaj je on tako pomemben, ne. In obenem imam pa tako, nekje proti koncu se počasi prebiram, ker je kar velika knjiga, ne, je pa tudi, ne vem, če je v slovenščini na voljo, ampak je Enlightenment Now, se pravi od Stevena Pinkerja, ne, je pa v bistvu knjiga, ki govori o tem, kako to razsvetljenstvo pravzaprav je pomembno za človeštvo, ne, kako pravzaprav živimo morda v enem najboljših časov, tako da se temu ne zdi tako. Lahko pogledamo katerikoli kriterij, nikoli ni bilo tako nizka smrtnost od novorojenčkov, nikoli ni toliko ljudi dočakalo take starosti in lahko bi še naštevali. Zelo empirični pokazatelji govorijo, da živimo v enem najboljših časov in ta čas je posledica vseeno nekega razsvetljenstva, nekega pristopa k temu, da smo dali znanosti priložnost, da smo dali tehnologiji priložnost in da je to tudi recept, kako bomo lahko boljše naprej. Zelo zanimiva knjiga, relativno obširna, ampak jo seveda priporočam, ne. In obenem pa seveda si pa lahko privoščim čisto, ne, kot bi rekel, kakšen odklop in pogledam kakšno serijo na Netflixu ali na se pravi HBO Go, ne. Tako da to se kar malo izogibam, ne, ker znam zelo pasti noter, ne, in potem še posebej, če so na voljo kar vse sezone, ne, lahko pozno v noč kaj gledam, ne. In tukaj sem nekdo, ki so mi zelo všeč razne te, ne, z neko dobro dozo znanstvene fantastike, ne, ampak čim bolj realne, ne, tako da. Futuristične, take. Tako, skratka, vse, kar je povezano z neko prihodnostjo, mislim pa, da ni najnovejših, ne, teh serij, ki jih ne bi pogledal, pa ne bo to Game of Thrones ali pa House of Cards ali pa Blacklist ali karkoli tega. Hudo. Zdaj, glede na to, da tudi rad kuhaš, pa spoznavaš kulinariko, pa si rekel, da si velik ljubitelj, kaj je bila pa tvoja najljubša hrana? Jaz se izogibam teh, ne, pridevnikov najljubših, ne, ker je to, se mi zdi, da nas nekako omeji, ne, v tem, kar počnemo. Jaz recimo imam zelo rad glasbo, ne, in jaz sem znan po temu, da če kje, evo, tudi na Harvardu sem relativno hitro postal glavni DJ cele skupine, ne, ker preprosto imam skoraj vedno na iPadu, ne vem, tja nekje do 10,000 komadov, bi rekel, zloženih dol, ne, obenem imam pa odprte, jasno, akavnte tako na Deezerju kot na Tidalu, ne, Tidal je še boljši, še bolj kvaliteten zvok in, ne vem, preko 30 milijonov dostopa pesmi in tako, ne, skratka, in v tem kontekstu reči, kaj je moje, ne, seveda, v pisarni mi skozi v ozadju igra čisto tak klasičen ambientalen jazz, zato ker je on tisti, ki me najbolj sprošča, ampak seveda lahko pa grem totalno na področje Balkana in starih rockerjev do seveda
mislim, da ni področja, kjer se ne bi lahko dosti kompetentno pogovarjal o glasbi. Ne. In podobno je potem tudi pri vseh ostalih stvareh, ne, pri hrani. Ne. Meni je všeč visoka kulinarika, predvsem zato, ker je lahko zelo zanimiva na področju reinterpretacije nekih tradicionalnih surovin, običajev, receptov. Ne. In danes je to tudi mehanizem, kako lahko sploh dobiš Michelin zvezdico. Ne. Kako neko tradicijo pripeljati v eni sodobni izvedbi pred potrošnika. In tu uživam v tem, da se pustiš presenetiti, ne, da te presenetijo okusi in kombinacije, ki bi bile lahko zelo neobičajne. Ne. Top. Kaj bi pa kakšen biznismen oziroma podjetnik, ki ga ti spremljaš, ki se ti zdi, ne vem, da izstopa, zdaj, a mednarodno, lahko tudi v Sloveniji? V zadnjih letih težko, da bi rekel, da koga prav posebej spremljam. Seveda vsi spremljamo in vemo, kaj je rekel kdorkoli, ne, od Bill Gatesov do Muskov, do Richarda Bransona in ostalih. Pri čemer sem znan po tem, da do vsake take izjave ali česarkoli imam eno tako zdravo mero racionalnosti, ne, kaj se mi zdi dobro, ne, kaj poznam iz prakse, da je lahko dostikrat stvar piarja, ne. Pustim tako čas v čas. Izogibam se ustvariti fiksno prvo mnenje, no. Seveda prvo mnenje je pomembno, ne, vendar dajem ljudem priložnost, ne, da mogoče prvo mnenje ni najbolj pomembno, da prvi vtis včasih vara, ne. Dajmo priložnost. Ne. In največkrat se izkaže, da ni vse zlato, kar se sveti, ne, obratno pa tudi. Super. Eva, ker smo v času digitalizacije in so naši mobiteli skozi prisotni, kaj je tvoj najljubši app? Recimo, moj je definitivno koledar, pa po mojem bi izpostavil še Castbox, ker zelo rad poslušam podcaste. Kaj pa pri tebi neka aplikacija, ki jo zelo rad uporabljaš, a pa več aplikacij? Dobro, zdaj seveda vsa socialna, bi rekel, ali ta družbena omrežja so del preprosto profesionalne deformacije in moraš vedeti danes, kaj prinaša TikTok, kaj je LinkedIn, kaj je pač WhatsApp in tako naprej. In seveda imam povsod te akavnte, trudim se, da res imam te stvari pod kontrolo, ne. LinkedIn zgolj in samo poslovna obvestila, na Facebooku praktično največkrat kaj lajkam s področja športa ali naših blagovnih znamk, sam se trudim ne komentirati, ne pisati, zavedajoč se vseh implikacij, ki iz tega prihajajo. Ampak tako, če bi gledal, kaj največkrat odprem, kot sem rekel, verjetno bi prišli na te aplikacije, ki jih imam seveda na iPadu z enih 6 strani, ne. Verjetno bi prišli do tega, da bi v zadnjem času se zelo ven kazali, ne, razni Zoomi, GoToMeetings-i, Teamsi in ostale zadeve, ne. Zelo so pri meni uporabi te glasbene aplikacije, kot sem rekel, Tidal in Deezer. Pa seveda te, ki so povezane z znanjem, ne, kot sem rekel, imam posebej zloženo dol tako Harvard Business Review aplikacijo, kot potem tudi, se pravi, kot sem rekel že, tole Executive Book Summaries. Po imam razne te, se pravi, povezane z podcasti tudi, ne, kjer včasih pregledam, kot smo rekli, TED Talke, ne. Tako da ni, da bi zdaj rekel, da pa eno res skozi visim. Je pa seveda mail tisti, ker konec koncev mislim, da imam trenutno enih 6 odprtih mail akavntov, ne, od službenega, pa Smučarska zveza, pa Olimpijski komite, pa Harvard ima svojega, pa tako. In meni ta mailbox nekako združuje vse te, ne, in če bi gledal, kjer je največ klikov, je verjetno mail, preprosto, ker ga je treba pogledati, ne. Zdaj, preden zaključiva, bi te jaz prosil, zdaj med našimi poslušalci je ogromno, tako kot sva že prej postavila, ogromno mladih študentov, vodij, tudi direktorjev. Kaj bi pa tvoji 3 nauki, ki bi jih dal našim poslušalcem? To je tako nehvaležno. Lahko tudi več. Ja, ne, jaz nekako veliko časa namenim tudi, ali pa nekaj časa namenim tudi mladim podjetnikom, mladim menedžerjem preko različnih organizacij. In v delu z njimi, ne, se nekako držim tega, da ni recepta, ne, da ni formule, ki bi bila ista za vse. Samo zato, ker ste končali eno smer šolanja, ne pomeni nič, ne. Samo zato, ker ste začeli v enem podjetju
pravzaprav ne pomeni nič. Ne. Ja. Torej, jaz vedno pravim ljudem, dajmo poiskati, kaj vas res veseli. Ne. A si res to želite? Tudi če ni najbolj plačeno trenutno, tudi če ne prinaša nekega statusa, vam mora biti všeč. Ne. Torej, najte tisto, kar imate radi in potem na tem vztrajajte. Ne. Na koncu dneva bo življenje hitro mineva, ne, in če se bomo ozrli nazaj in ugotovili, da smo porabili 40 let, ne, v ničemu, kar nas ni veselilo, jaz tega recimo ne bi želel. Ne. Ja. Torej, moj nasvet je vedno, najte to, kar imate radi in na tem vztrajajte. Ne. Drugo, bodite pri tem avtentični. Ne. Ta avtentičnost je konec koncev tudi tista, ki dela razliko, je to tisto, kar denar ne more kupiti, kar se ne moremo naučiti. In je v časih, kjer so odnosi izjemno pomembni, in konec koncev v časih, kjer bo umetna inteligenca nadomestila marsikaj, ne, avtentičnosti ne bo. Ne. Torej, ugotovite, kdo ste, kaj ste, in bodite to, kar ste, zvesti svojim načelom in principom, in na dolgi rok se bo to izkazalo. Ne. In seveda, mogoče, če bi mogel reči tretje, ne, treba je razumeti, v kakšnem svetu živimo, ne, treba je razumeti, da je treba dobro in veliko delati, ne, treba je pa tudi razumeti, da samo delo ni dovolj. Ne. Delo je higienik. To, da boste vi nekaj dobro opravili, je higienik. Ne. Če ne boste ob tem, kar boste opravili, imeli nekaj povezanega z ugledom in z izpostavljenostjo, vam to pri karieri ne bo pomagalo. Ne. Torej, ena prvih lekcij je, ne, ja, treba je dobro in kvalitetno in uspešno končati, karkoli delamo, ampak potem to mora za sabo potegniti nek ugled in mora potegniti neko izpostavljenost. Ker če danes v slovenskem prostoru niste med prvih 5 top of mind, kot se temu reče, ne, boste težko prišli do kakšne zelo visoke pozicije. Ne. Ker dostikrat se o teh stvareh odloča hitro in takrat se reče, a poznamo koga, ki bi bil res dober član uprave za finance, za IT, za marketing, ne. In če takrat niste med top 5, bo težje. Ne. Ja. Da boste pa med top 5, morate pa ob dobrem, uspešnem delu imeti ustrezno izpostavljenost in ugled. Super. Zdaj, Enzo, jaz bi se ti še enkrat rad zahvalil. Z nami je bil, se pravi, Enzo Smrekar, glavni direktor Atlantic Droge Kolinske, podpredsednik uprave za delikatesne namaze, Donat MG in internacionalizacijo v Atlantic Grupi in pa menedžer leta 2020. Tako da, Enzo, res najlepša hvala za tvoje izkušnje, izjemne nasvete, tvoje poglede. Res hvala. Hvala tudi vam za povabilo in uspešno še naprej.